Se jaz to odobrim, prej date ven, ne? Ne, drugače, ja, si... Živijo, sem Maja Hrovat iz Ljubljane, stara sem 27 let. Pred kratkim sem končala študij veterine. Moji hobiji so kuhanje, rada hodim na festivale, pa veliko pomagam v Slovenskem veganskem društvu. Veganka sem od oktobra 2012. Ja, jaz v bistvu vegetarijanka sem postala v osnovni šoli v zadnjem razredu, ko sem nekako ugotovila, da če imam rada živali, jih ne morem hkrati tudi jesti. Prav tako me je pa spodbudil, da je kar nekaj bendov, ki sem jih poslušala takrat, bilo vegetarijancev in med mojo najljubšo skupini v bistvu je bil tudi eden od glasbenikov vegan in sem rekla, če lahko oni, potem lahko tudi jaz. Bom probala najprej samo za en mesec, pa da vidim, koliko je to težko. Potem pa ja, v bistvu sem se že takrat odločila, da bi nekako veganka postala, pa ko bom v svojem stanovanju imela svoj hladilnik, lahko nadzirala to vse. Ampak potem sem se z leti malo sprijaznila, da recimo, če imaš malo daljši študij, nekaj časa še zdaj nisem na svojem. Tako da sem potem enkrat naredila črto, sem rekla, ok, zdaj pa dost. 2 leti sem postopoma najprej ukinjala malo mleko, jajca, pa za moj rojstnodnevni mesec, oktober 2012, sem pa rekla, zdaj pa pač konc. V bistvu sem sama razmišljala o tem. Jaz sem vedno se čutila zelo povezana z živalmi, vedno so mi bile glaven interes. Že od zgodnjih razredov osnovne šole sem vedela, kaj želim študirati, sprav veterino, da bi pomagala živalim. In takrat sem se enostavno, v bistvu glasbeniki so mi bili predvsem spodbuda, da je to mogoče, ker nisem poznala kakšnih vegetarijancev iz svoje okolice. In to je bilo dovolj. Spodbudil me je pa tudi en tak dogodek, čisto po nesreči, v bistvu en teden nisem jedla mesa nekako. In sem sedela pred televizijo, se spomnim doma, in enostavno sem imela tako lakoto in sem si šla narediti sendvič, z nekim sirom, zelenjavo in še vedno nisem bila sita po njemu. Sem šla še nekaj jesti in dokler nisem neke brezvezne poli salame dala v sendvič, nisem bila sita. In takrat sem se tudi malo zamislila, a sem res toliko šibka, da sem odvisna od neke take brezvezne hrane, ki vem, da ni zdrava. In to je bilo tudi mečkano, ampak meni se vse vrti okoli živali, tako da tisto je bilo samo malo zraven. Če želiš nekaj doseči, pač boš, res ni težko. Samo pač na začetku imaš tisto kratko obdobje, ko malo deklaracije študiraš. Spomnim se mogoče prvega tedna, ko sem v srednji šoli iskala malico, pa sem posod videla samo mlečne jogurte pa namaze, tisto, kar sem pač prej jedla. Žal mi je bilo samo, da sem ob prehodu na vegetarijanstvo se silila navaditi okus sira, ker ga prej nisem marala, če ni bil stopljen. Potem sem ga pa kar oboževala v tistem vmesnem obdobju, ker bi lahko že takrat direktno prišla. Samo to ti bo po osnovni šoli rekel, ne. Ja, se pravi, meni se zdi, da je najboljše, da si res določiš neko obdobje in takrat kot recimo en mesec in sprobaš to. In zato je popoln enostaven veganski izziv oziroma veganski izziv, ki ga imamo v Slovenskem veganskem društvu. To je en zelo tak prijeten program, kjer dobiš jedilnik za zajtrk, kosilo, večerjo, mentorja, če ga želiš, za neka specialna vprašanja, sicer so pa zadeve zelo dobro pokrite preko mailov, predvsem področje etike, potem pa tudi, če koga predvsem vidik zdravja zanima, okoljevarstva. Tudi za športnike imamo posebne mentorje in pa predstavitev marsikaterih športnikov in dosežkov, ker to je zelo pereča tema. Vsakega zanima, kje se dobi beljakovine.
Izziv poteka čisto vsak mesec, oziroma zdaj imamo kar tako naštiman, da lahko začneš že naslednji dan. Enkrat letno imamo pa tisti večji izziv januarja, kjer imamo pa še predavanja, kuharsko delavnico in nagradno igro, recimo. Na srečo imam toliko kilometrine v društvu na raznih stojnicah, da mi taka vprašanja niso toliko izziv in na kratko razložim. Je pa odvisno tudi od situacije, ne. Zdaj, če smo na neki zabavi, pa vidim, da me bojo cel večer provocirali, pa da ne bom neke večje razlike naredila, jim na kratko razložim, potem pa jim povem, da nisem zato tukaj, a ne. Večinoma pa pač povem tisto, se da zelo na kratko argumentirati. Potem, koliko vztrajaš, je pa bolj, če so neki nesmiselni argumenti, enostavno včasih požre več živcev kot ne, je bolje zasaditi neko idejo in potem razvijati to. Mogoče naslednjič, ko se vidiš, ko ima ta oseba še kakšno priložnost, kaj pogledati doma, ker nekako je zelo uspešen način ta, da daš idejo in potem ljudje doma v varnem okolju preštudirajo zadeve naprej, ker takrat dejansko razmišljajo svojo glavo in nimajo teh obrambnih mehanizmov. Medtem ko, tako, če jih napadeš v živo, lahko narediš več škode kot koristi. Je pa vedno prav, da se jim pove, da se ne skrivaš, da se ne obrneš stran, ker ja, smo zato tukaj, da širimo to sporočilo, da smo tiste osebe, ki bi jih mi želeli srečati, da bi pospešili naš prehod na veganstvo. Torej, ja, verjetno kar nekaj ljudi, nekateri so mi to povedali, verjetno za kakšne pa ne vem, ker vsake toliko časa v bistvu pride kdo pa reče, zaradi tebe sem pa jaz postal vegan. In jaz pa saj sva se samo enkrat srečala, pa na Facebooku sva prijatelja, ne, pa to ja ni nič. Pač, tudi tiste objave, recimo, tudi tisti stavki, ki nimajo tiste reakcije, ki smo jo iskali ali pa želeli, v bistvu naredijo ogromno. Drugače pa iz bližnje okolice, nažalost, družina še vztraja. Prijatelji so pa več ali manj drug za drugim prikapljali na našo stran, no. Tako da tudi fant se je pridružil, zdaj že kar malo preveč sektaško govorim. Ampak ja, ne, v bistvu mislim, da je najboljše biti dobro vzorno. Predvsem predstaviti ljudem, kako to ni noben big deal, kako ni težko, kako je zelo enostavno, koliko lahko okusno hrano narediš. Jaz zelo rada pač kaj pripravim, kadar se dobim s kolegi ali pa s kakšnimi bolj znanci in pa sami vidijo, kako je to simpel. Ja, v bistvu ni prijetno, ker zelo, čisto preveč pogosto se vegani znajdemo v situacijah, kjer smo z vseh strani obstreljevani, obsojani, če ne žalitve poslušamo, čisto samo zaradi tega, ker na tvojem krožniku ni živalskih izdelkov. Zakaj? Res se moramo zamisliti, zakaj pri vseh ljudeh nekako to izzovemo in mogoče tudi večkrat pogledati na osnovne pravice, ne vem, ljudi. To nekako ni primerno okolje, ne. Zdaj, če bi se komu drugemu dogajalo, bi bilo že v časopisih. Torej, ja, jaz bi mogoče na koncu še povabila vsakega, ki ga to interesira. V društvu vedno rabimo pomoč, imamo vedno več idej kot rok za izvedbo, tako da smo zelo veseli kogarkoli, ki se nam pridruži. Kontaktirajo nas na info@vegan.si, kjer se sami javijo. Jaz bi pomagal in bomo že našli to pravo mesto. Tudi če ti ni mar za živali, ti verjetno je mar za planet, na katerem živiš, ali pa vsaj za svoje zdravje. Tako da vsak lahko najde nek element, ki ga interesira, se poglobi vanga, proba, saj nobeden ne sili nikogar. Pač enostavno, jaz prosim ljudi samo, da probajo in se potem sami odločijo, ampak več ali manj
če res dajo veganstvu šanso za tisti nek en mesec, kolikor je potrebno, da res vidiš, če so kakšne razlike, da vidiš, ali je to težko ali je predrago zate, v bistvu ugotoviš, da je ravno obratno in potem nimaš več razloga, da ne bi bil. Ja, torej jaz bi samo želela, da enostavno poskusite, da se ne zanašate na mnenje medijev drugih, na neke brezvezne meme, razen če so oni veganski, in pač enostavno probate in se sami prepričate, a je to res tako, kakor govorijo, ali je v resnici nekaj dobrega, ker nekaj mora biti na tem, da je toliko ljudi, toliko iz različnih področij pač prepričalo, da to ostanejo, da jih to veseli, da so bolj zadovoljni s tem in da vsi govorijo, da jim je žal, da niso prej postali vegani. Vedno si obtožen, ampak ponavadi je v bistvu zgodba glih obratna. Ti si tam, enostavno si, nekdo te nekaj vpraša, zakaj pa to ne, mu odgovoriš, on nekaj reče nazaj, že bolj agresivno, potem mu še enkrat odgovoriš in ker se ne pustiš, ker nisi tiho, si agresiven. To ni agresija, ne? To je pač argumentacija.